Janina, mogoče ti si zmagovalka lanskega Mofokona, ne? Ja. Mogoče lahko razložiš, ker pač tvoje cosplay so vedno, se mi zdi, malo višji nivo, kot je nek standard v Sloveniji. Mogoče lahko razložiš ta proces tvoj, kako se ti lotiš cosplaya za tekmovanje, kako se pripravljaš, kakšne materiale izbiraš, kako se pripravljaš na samo tekmovanje, kako izgleda pač priprava visoko kvalitetnega cosplaya. To je tradicija od mene, pa od njega ne. Nije vedno. Se je kar začelo, ja, na Ani naj to. Pač mislim... Jaz si predstavljam, da bo ta čez čas ustanovili nek brewery in potem to cosplay apple za Pre-game. Ne. Čili... sa limonom. Pač mislim, jaz ne narada tekmujem, ampak pač hočem, zato, ker zakaj delam pol cosplay? Pač mislim, celo leto garam, se mučim poleg, švicam, komari me pikajo, ubiram poleg, roke si zažgem, pičim se z nožem, pač mislim, jaz sem ful nerodna, tako da. Pač mislim, ne vem, zakaj sem zmagala performance, ampak sem. Ker jaz nisem good v performancu, nikoli. Mislim, zdaj za Epicenter, ko sem tekmovala kot Riven, sem sam bila tak, jaz grem gor in jaz grem dol in ne grem več. Mislim, da te more Dario naučiti, kako stopiti sebe v tretjo osebo in se potem spremljati. Jaz moram disosositi. Jaz pa performance. Jaz ne morem. Jaz imam ful tremo, ker pač mislim, jaz sem v osnovni šoli imela zelo probleme z predstavitvami. Da ne govori, Jaz imam disleksijo in so se pač ljudje radi norčevali za mojega branja. In to je do zdaj mi predstavilo kar dosti problemov, ker ne morem... Še vedno PTSD? Pač ful mi je grozno, še vedno grem na oder, ampak ziher zgledam tako, da umiram, tako da... Vietnam flashbacks na odru. Mislim, pač prejšnjo leto na NMN-ju, ko sem šla kot Riven tekmovat, sem po catwalku imela kar fajn živčni napad. In sem pač dobro, da so ljudje bili tam, ker jaz sem... To se še mi v življenju ni zgodilo, ker ne vem, kam je bilo. Prvič sem experienceala to, sam začela sem dihati ful, pa nisem mogla več vdihniti zraka. In res pač stresno je bilo, naro, pač vi ste mi ful pomagali tudi. Pa ena, ko je prodajala tam take bokse, za pač to te Lucky Mystery boxe, tista mi je tudi ful pomagala, ker kak sem prišla iz tistega catwalka, jaz nisem pričakovala toliko ljudi in sem bila sam v šoku. In zelo zanimivo, ko spremljaš na odru, pač si ne predstavljaš, vidiš samo nek karakter. Vidiš samo osebo, ko je na odru, dela svoje. Vidiš pač dejansko ikono, ne? In pa pozabljaš, da je človek za tem, ki ima mogoče visoko raven anksioznosti. Pa ne vidiš, kak je v njegovi glavi, kaj se dogaja tisti moment. Ne vidiš predpriprave, ne vidiš njihovega mentalnega stanja, zato je zelo zanimiv dive v to stanje. Kako pa mogoče sama priprava, kako se pri buildu organiziraš, ko si rečeš, zdaj bom pa v bistvu delala en cosplay, ki bo namenjen za tekmovanje, ne? Ali je vsak cosplay, ki ga delaš, v bistvu greš v njega z miselnostjo, da to je potencialno nek tekmovalni cosplay? Pač jaz enkrat na leto ali pa enkrat na 2 leti probam narediti neki cosplay sama. Pač šivanje ni glih moj strong suit, tako da pač ne morem 100% narediti sama vsega. In zato se probam tudi za šivanje naučiti, da bi lahko pač 100% sama naredila. In pač ponavadi, kaj so oblačila, ali najdem kakaj simple cosplay, ko imajo simple oblačila, pa pol neki big prop, tako Riven. Ali pa pač najdem nekaj podobnega, pa potem naredim svoje ven. Tako da dobesedno polovico stvari
raztrgam ven, pa jih na novo zašijem. Tako sem pri Morgani, sem celi zgornji del, ki je basically najbolj zakompliciran del cele obleke, sem ga ven strgala, na novo zašila ročno noter, ker so pač na modrce sem šivala, ker nisem mogla drugače.